Avtomobil je osnovno sredstvo za osebno mobilnost. Mobilnost, v kateri se sam odločaš, kdaj in kam se boš peljal. Ta lastnost avtomobila je zelo osebna lastnost, je v bistvu osebni pripomoček, avto, ki je del tvojega življenja. Ta kriza je dala tudi en nehoten impact, da je mobilnost naša zelo pomembna. Ne? In če zapreš javni promet, nisi mobilen. Ne? Korona nas je naučila, kako pomemben je avto tudi za najbolj osnovne življenjske funkcije, nakup osnovnih potrebščin in vsega ostalega. In smo bili odvisni od tega, da imamo avto. In tisti, ki ga niso imeli, so bili odvisni od drugih, da jim pomagajo pri temu. Ta situacija nas je naučila, da neposreden dostop lastništva avtomobila pomeni večjo varnost. V tem smislu je avto v tem času imel spet nek poseben pomen, višji pomen kot v preteklosti. Torej, avto je enako varnost, lastna mobilnost, lastna varnost. Ampak tako kot vsaka kriza, nas bo tudi korona morala nekaj naučiti. In trgovci pravijo, da se že čutijo spremembe. Avtomobilski trg bo šel vsaj v Sloveniji še bistveno bolj v smeri raznih financiranj, kot gre danes. Da bo izgubljal mogoče na statusnem simbolu, da bo bolj postal racionalen nakup. Časi, ko nakup avtomobila stvoriš iz nekega impulza, seveda emocije so pomembne, bodo ostale pomembne, ampak mislim, da tudi sama funkcionalnost, prilagojenost lastnim potrebam, da bo spet stopila v ospredje. Racionalen je lahko tudi nenakup. Recimo, če je vaš aktualni avto še dovolj dober ali pa če lahko vaša družina shaja samo enim avtomobilom ter se recimo lahko v službo vozite s kolesom. Ampak slovenska realnost je vsekakor takšna, da avtomobil pogosto zelo nujno potrebujemo. In če bo vaš račun pokazal, da je avto vendarle treba zamenjati, potem se zdaj zagotovo sprašujete, ali je morda prav zdaj pravi čas za zamenjavo avtomobila. Definitivno. Dejstvo je, da smo se na podlagi dobre prodaje v začetku leta vsi zelo dobro založili z avtomobili za mesece marec in april, ki so tradicionalno najbolj uspešni meseci po prodaji za avtomobilske trgovce. Ni skrivnost, da so ti avtomobili seveda ostali na zalogi, zato kupce seveda spodbujamo, da pridejo, da si izberejo enega izmed številnih vozil, ki so na zalogi. Zraven seveda ponujamo tudi dodatne ugodnosti na ta vozila. Pravi čas za kupiti avto je vedno takrat, ko avto potrebuješ. V smislu ugodnosti ponudbe je zdaj sigurno smislen čas. Ponudba je ugodna, tako da iz tega vidika je absolutno pravi čas za nakup avtomobila. Vedno s predpostavko, da se poišče tisto, kar res človek potrebuje. Pričakovanja tukaj so, bom rekel, od vseh nas, tudi mene kot kupca v kakšnih drugih industrijah, najbrž nerealna, da smo vsi mi bogati, imamo ogromne marže in bomo zdaj spustili cene storitev, produktov za 40, 50, 60%. Nihče nima. Kupec kot tak mora biti tudi v teh razmerah preudaren, prebrati droben tisk, pogledati dobro, zakaj to rabi in omogočiti tudi prodajalcu, pa ne govorim zdaj o avtomobilisti kot takem, ampak tudi storitev in ostalih, normalno preživetje. Se pravi, posel mora biti sam po sebe vzdržen. Če ta ni, potem ni rešitve. Ne? In zdaj igrati na karto, da bomo vsi zastonj kupovali stvari in da bo posel vzdržen, nažalost, samo v risankah. A vsekakor velja biti nad vse previden. Namreč, če želimo vedeti, kako dober popust smo dobili, je treba izračunati vse stroške, tudi poznejše uporabe. Se pravi, vse servise, zavarovanja, gume, ohranjene vrednosti. Skratka, šele natančen preračun vseh stroškov nam bo dal pravo sliko, a smo dobili ugodno ponudbo ali ne. V ozir je dobro vzeti vsaj to dejstvo, da analitiki vse povsod po svetu danes opozarjajo, da v tem koronskem času se je pojavilo zelo veliko goljufij in pa zavajanj. Je pa pri vsem tem zelo dobro, da nam je korona dala novo možnost, da kalkuliramo vse te izračune, delamo doma, v varnem okolju, brez tega, da bi v vas silil trgovec z vsem dobro znanim interesom. Stopamo namreč v obdobje internetne prodaje, tudi v Sloveniji. Večino nas, avtomobilistov, pa tudi verjamem tudi kakšno drugo industrijo, je ta kriza dohitela v neki transformaciji že. Ne? Se pravi, digitalizacija, vsaj v našem podjetju, je
kar ima zadnjih 2-3 let. Seveda je zdaj to samo pospešilo. Nakupna odločitev se že danes več ali manj oblikuje na spletu. Mi smo tudi v preteklosti že imeli pokazana dobavljiva vozila, ki so na zalogi. Novo je to, da zdaj stranka lahko tako konkretno vozilo za sebe rezervira. Z enim preprostim klikom na vozilo. Po novem so tudi cene not nastavljene s strani trgovcev s svojimi z njihovimi popusti in tako vozilo potem lahko kupi pa dejansko še vedno pri trgovcu s sklenitvijo pogodbe. Ampak domače okolje lahko hkrati pomeni, da boste slej ko prej vendarle potrebovali strokovno pomoč trgovca. Ampak po novem je tudi ta samo en sam klik stran. Ponudili smo možnost tako imenovanega live chata, kjer kupec lahko dejansko kontaktira prodajalca preko internetne strani, kjer vzpostavita tudi videoklic, se pravi se med sabo vidita, lahko skupaj odkrivata njegove potrebe, konfigurirata vozilo. Prodajalec ima tudi možnost, da se na primer sprehodi po salonu, mu pokaže kakšne detajle tistega njegovega želenega avtomobila. Seveda še ne govorimo o pravi internetni prodaji, se pravi, da bi avto naročili po internetu, ga tukaj plačali, trgovec pa bi nam ga dostavil na dom. Ne, v Sloveniji to še ni mogoče, še vedno je treba stopiti do urada in opraviti vse formalnosti. Morda bo to v prihodnosti kdaj mogoče, ampak menim, da je tukaj bolj na mestu vprašanje, a si to kupci sploh želimo. Namreč še vedno nekaj šteje to, da greš v salon in avtomobil pošlataš, kot rečemo, se vanj usedemo, ga zapeljemo na testno vožnjo in ga preizkusimo v ovinkih. Ne pričakujem, da bi vsi ljudje si to želeli. Velika večina ljudi, tradicionalnih kupcev, si seveda še vedno želi priti, ne vem, skupaj z družino v avtomobilske salone, si pogledati avtomobile, opraviti pravo testno vožnjo, pa ne virtualno testno vožnjo, imeti nek osebni stik z prodajalcem, ustvariti neko zaupanje in potem seveda realizirati nakup. Obstajajo pa tudi novi kupci, ki želijo nove trende, ki jih novi trendi tudi privlačijo. Seveda ta trenutek bodo v manjšini, ampak v bodoče pa se bo mislim, da trend obrnil bistveno bolj v to smer. Ne bo pa to čez noč in ne bo to samo zaradi pandemije, ampak zaradi splošnih trendov. Opažamo, da na primer so kupci včasih, ali pa še pred nekaj leti, pa ne tako daleč nazaj, recimo od 3 do 4-krat prišli v salon, vstopili fizično v salon, preden so dejansko realizirali nakup. Danes opažamo, da je povprečje samo tam še nekje okrog 1, malo več kot 1. Japonci imajo dober izraz. Pri njih kriza pomeni risk in opportunity. Ta kriza je tudi prinesla neko notranjo refleksijo, kaj delamo do narave. In seveda avtomobilisti smo na oni strani, ki onesnažujemo naravo, vse v javnem mnenju. In je seveda ta kriza zelo dober, bom rekel, moment, kjer lahko te obljube tudi bistveno pospešimo in udejanjimo. Iz tega naslova smo se kot tudi pri združenju že poslali pismo vladi, da želimo v bistvu izkoristiti ta moment, glede na to, da bo na eni strani močen upad prodaje, ogroženih kar nekaj delovnih mest, nekaj podjetij ogroženih, da država lahko morda stimulira z dodatnimi ekološkimi subvencijami v menjavo voznega parka, kajti slovenski vozni park je v povprečju avtomobilski, star 12 let. Pred 12 leti so bile emisije CO2 kar nekajkrat višje od današnjih. In naš predlog je bil, da v bistvu spodbujamo prodajo vozil z nizkimi emisijami. In ja, mi se vsekakor strinjamo, da je kriza odlična prilika, da naš stari slovenski vozni park zamenjamo za bolj ekološkega. V resnici menimo, da je predvsem na mestu tudi razmislek o naši mobilnosti nasploh. Namreč osebni avtomobil nam nudi možnost, da gremo, kadarkoli si to zaželimo. Ampak neprecenljiva bi morala biti tudi možnost odločitve, da ne gremo, da avto uporabljamo samo takrat, ko je to smiselno, ko je racionalno, se pravi, da kdaj pa kdaj tudi ostane doma. Da avta ne zlorabljamo, recimo za vožnjo v kolonah in na ure in ure trajajoče sestanke v sejnih sobah brez oken. Skratka, v resnici bi bilo za naravo še najbolj koristna možnost, da bi stimulirali delo od doma.
Seveda v službah, kjer je to možno, kjer je to racionalno, kjer je to smiselno. Recimo v naši.